Will you put your hands down? Put your hands up, play! Jojo, lep pozdrav vsem, moje ime je Matej Petek, čez minutko pa se mi pridruži še Blaž Bertalanič, s katerim so za vas obdelala tri, upam, da zelo zanimive teme, ki bodo vredne vašega časa in vredne poslušanja. In sicer svetovno prvenstvo na Kitajskem, vse aspekte tega svetovnega prvenstva so obdelala, vse tiste zanimive aspekte seveda, tudi kako bi naša zlata reprezentanca iz Evropskega prvenstva 2017 izgledala na tem svetovnem prvenstvu. Kako visoko bi kotirala morda brez Gorana Dragića? Ali bi lahko tudi brez zlatega kapetana osvojili medaljo na tem svetovnem prvenstvu? Naslednja tema, preporod slovenske nogometne reprezentance pod starim novim selektorjem Matjažem Kekom. Obdelala sva zadnji dve tekmi in se zazrla proti naslednjim dvem ključnim v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo. Vse, kar je dobrega in morda tudi kakšna stvar, ki nas lahko skrbi. Blaž je pripravil veliko zanimive statistike, tudi o tem več v podcastu. In zadnja tema, Cedevita Olimpija, nastanek novega potencialnega evroligaša v Ljubljani. Tema, ki zanima mnoge, ne samo ljubitelje košarke v Sloveniji, temveč tudi športne navdušence nasploh. Če res dobimo novega evroligaša, bi to seveda bilo izjemno pomembno za slovensko košarko. Torej, tri izjemno zanimive teme. Preden pa začnem, pa tako kot vedno, samo na hitro bi vas zaprosil, če se lahko naročite na tale podcast na našem Sportinfo.si YouTube kanalu. Če lahko tam kliknete tisto ikonco naroči se in zraven še zvonček, ki vas bo obvestil o vsakem novem podcastu. In seveda, če lahko ta podcast tudi všečkate, tudi to nam pomaga. In prosil bi vas tudi, če lahko isto storite na naših SoundCloud in iTunes platformah Sportinfo.si povsod. Tudi tam se lahko naročite in nas všečkate. Lahko pa nam sledite tudi na našem Sportinfo.si Twitterju. Tam smo na voljo za, predvsem jaz seveda, na voljo za vsa vprašanja, predloge, tudi kritike. Naše prispevke lahko berete tudi na naši strani Sportinfo.si. Kmalu pa bo začel delovati tudi naš Reddit, družbeno omrežje, forum, kjer boste lahko tako kot na NBA Slovenija Facebooku, ki žal zaradi zlobnih sil v navednicah ne deluje več. Vendar enake vsebine, kot ste jih lahko brali na NBA Slovenija Facebooku, boste lahko tudi na Redditu, kmalu pa tudi več o tej povezavi. V roku enega tedna, največ dveh, bo začel delovati. Tako to je to, samo mimo grede, preden se pridruži še Blaž, velja omeniti, da je Blaž tokrat Bogu za hrbtom, kot je sam dejal, zato povezava ni bila najbolj kvalitetna in upam, da bo zvočno sprejemljiva. Če ni, nam povejte, pa da ne bom zgubljal časa. To je to, gremo kar veselo na delo. Take a look at what the industry did to me. I was drinking Hennessy and then I had an epiphany. Got me thinking I should kill him and I'm saying it literally. Middle fingers to my enemies. I'll give him this energy. Got a horse. Jojo, lep pozdrav tudi tebi, Blaž. Kako si živa? Pozdravljen, dobro, tokrat sicer sem nekje Bogu za hrbtom, tako da upam, da bo tale mikrofon oziroma kvaliteta zvoka, da bo sprejemljiva za najne poslušalce in da jih ne bo to preveč motilo. Obljubim pa, da že v naslednjem podcastu se ponovno vračam za mikrofon, za mizo zraven tebe in res upam, da bo tole zdržalo danes. Ja, poslušalci nam seveda lahko poveste spodaj v komentarjih, če je ta posnetek, recimo, če je ta kvaliteta še dovolj dobra. Rekla so zadnjič, da bo, zdaj seveda bo redna, ti si imel zdaj odpravke, ki so te odpeljali, tako kot si sam rekel, Bogu za hrbtom in niso želela zamujati, držati obljubo, ki so jo dala poslušalcem zadnjič, zato ja, kot sem dejal, če je ta kvaliteta recimo zadovoljiva ali pa če ni, predvsem seveda če ni, nam to lahko poveste, tako da bomo vedeli za naprej, da raje potem počakamo snemanje kakšen dan. Ponovadi z Markom še v redu snema, ampak on je v Celju, ti si pa tokrat še precej dlje od Celja, pa ne bova zdaj o tem kje, ampak pojdiva kar na današnje teme, Ana, da Blaž. Ja, se strinjam s tabo.
Rekla so, da bo začela svetovnim prvenstvom na Kitajskem, na katerem je prvič sodelovalo 32 reprezentanc. Prostora je bilo za vse mogoče egzote, ni pa bilo prostora za evropske prvake. Tudi nekatere druge najboljše, najbolj zanimive evropske reprezentance ni bilo tam prostora, recimo Hrvaška, ki je top 10 reprezentanca, se ni kvalificirala. Tudi recimo Latvija, ki je skupaj z nami na zadnjem evropskem prvenstvu igrala daleč najlepšo košarko in obe ekipi Slovenija in Latvija sta odigrali tudi tisto znamenito lepotico prvenstva, za katero še danes mnogi novinarji trdijo, da gre za eno najlepših tekem, reprezentančnih tekem na velikih tekmovanjih v zadnjih desetletjih. In po tem končanem svetovnem prvenstvu se lahko s tem tudi strinjamo. Konec koncev tako zanimivo se mi zdi, Blaž, recimo celo Srbi, ki so bili med prvimi favoriti prvenstva, potem na koncu seveda končali brez medalje, končali na 5. mestu, vendar imeli nedvomno odlično reprezentanco, Blaž. Celo oni so bili blizu tega, da se ne bi kvalificirali, recimo izgubili pred zadnjo tekmo proti Estoniji, potem so morali zmagati zadnjo tekmo proti Izraelu, drugače bi lahko izpadli. Predtem so recimo v Avstriji skoraj da čudežno trojko na koncu tekme premagali Avstrijo, in če bi izgubili tudi tisto tekmo, pa potem še proti Estoniji, pa morda celo zadnja zmaga proti Izraelu ne bi bila dovolj, oziroma bi morali zmagati z določeno razliko. Tako da, kar želim povedati, celo Srbi so bili blizu tega, da se ne bi kvalificirali, in predstavljali si, to svetovno prvenstvo bi lahko bilo še slabše. Ja, to prvenstvo je bilo na trenutke zelo, lahko rečemo, tudi negledljivo. Skupinski del, 32 ekip, podobna napaka, kot se je recimo primerila za svetovno prvenstvo v nogometu, ko je bilo ogromno enih tekem, ki niti približno niso bile dovolj zanimive za širšo publiko. Tudi tukaj je bilo podobno. Sicer na koncu, ko smo prišli do izločilnih bojev, tam spet pridejo tiste zanimive tekme, ampak na splošno kvaliteta tega prvenstva ni bila ravno na nivoju, ampak to je enostavno posledica teh kvalifikacijskih oken, o katerih so midva že govorila, morda celo preveč, in je škoda zgubljati besede. Prvenstvo je šlo mimo tudi v Sloveniji pričakovano, glede na to, da nas ni bilo tam nobene posebne euforije. Tudi ko sem tako nekoliko spremljal po družbenih omrežjih in tako, je sicer bilo nekaj zanimanja, ampak nič pretresljivega, in verjetno bo to eno unih prvenstev, ki se jih nihče ne bo dejansko spominjal na dolgi rok. Verjetno med te, ki si jih omenil, da se tega prvenstva ne bodo spominjali, namreč je eden izmed teh verjetno tudi naš kapetan iz Eurobasketa, Goran Dragić, zlati kapetan, ki je v intervjuju v enem pogovoru za Miami Herald povedal, da sploh ne gleda, da si ni ogledal še nobene tekme tega svetovnega prvenstva, in je seveda omenil ta spremenjen format kvalifikacij kot eden izmed razlogov in odsotnost seveda nekaterih najboljših reprezentanc, ne samo reprezentanc, tudi igralcev, predvsem seveda recimo ameriška reprezentanca je na to svetovno prvenstvo poslala svojo, niti ne B, temveč C selekcijo. Verjetno bi lahko sestavili 2 boljši reprezentanci, vsaj eno pa pol, recimo iz tistih igralcev, ki niso odšli na svetovno prvenstvo. Ampak tudi to je, Blaž, recimo eden od problemov teh sprememb, FIBA-nih sprememb, namreč te nove spremembe ne samo, da so seveda pripeljale do novega sistema kvalifikacij, do širitve na 32 ekip. Te spremembe so pripeljale tudi do tega, da se sedaj svetovno prvenstvo igra eno leto pred olimpijskimi igrami, olimpijske igre so pa eno leto pred Eurobasketom. FIBA je želela postaviti, spremeniti leto svetovnega prvenstva, da ne poteka na isto poletje, v istem letu kot svetovno prvenstvo v nogometu. Ampak zdaj so naredili tako spremembo, recimo, da se lahko zgodi, da bodo morali nekateri najboljši evropski igralci, recimo morda kakšen Janis, igrati 3 poletja zapored, vključno z 2 turnirjema naslednje poletje, govorim seveda o kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre in potem morda še na olimpijskih igrah. Leto zatem pa takoj Eurobasket. FIBA je dejansko z vsemi temi spremembami, s to širitvijo, z spremenjenim sistemom kvalifikacij, ki ne morejo
igrati najboljši igralci iz NBA lige in Eurolige in že zaradi tega take kvalifikacije seveda nimajo smisla in so neregularne, če ne morejo igrati najboljši. Ko si ti omenjal nogomet, seveda v nogometu klubi nehajo igrati, ko se igrajo kvalifikacije, ko igrajo reprezentance. V košarki najboljši klubi igrajo. Predstavljaj si, da bi recimo Real in Barcelona igrala derbi na isti dan ali pa v istem času kot recimo Argentina in Španija. Neko tako situacijo imamo zdaj v košarki, kar je seveda skrajni absurd. Jaz sem, Blaž, že prejšnji teden v zadnjem podcastu omenil, da sva midva tako debatirala, kaj bi bilo, če bi Slovenija igrala na tem svetovnem prvenstvu, in mislim, da je to finale med Španijo in Argentino, tudi celoten potek svetovnega prvenstva, na nek način, ne vem, če se strinjaš, Blaž, še dodatno potrdilo naš naslov evropskih prvakov, še dodatno težo dalo temu dosežku, ker mislim, da lahko argumentirano trdim, da je bil Eurobasket bolj kvaliteten, boljši, bolj zahtevno tekmovanje kot to svetovno prvenstvo. Se strinjaš, Blaž? Strinjam se s tabo, ja. Enostavno, če pogledamo samo ekipe, lahko vidimo, da je recimo tudi Španija, ki je sedaj postala prvak, verjetno bi imeli zelo dobre argumente, bila takrat na Eurobasketu močnejša kot pa letos na svetovnem prvenstvu, pa vidimo, da je na koncu relativno z lahkoto prišla do finala in relativno seveda in na koncu pač kot vlak povozila Argentino, ki pa je precej presenetljivo prišla v finale. Predvsem v bistvu mene je najbolj presenetila tekma proti Franciji, če sem čisto iskren, da so dejansko izločili Francoze. Ta del me je bolj presenetil kot to, da so recimo izločili Srbe. Srbi so sedaj imeli tako reprezentanco, minus Teodosić, kot so vsi Srbi po Eurobasketu govorili, da če bi jo imeli, bi pa sesuli Slovenijo. No, ta reprezentanca, o tem smo midva že govorila, ima ogromne težave v obrambi in na Eurobasketu je Srbija prišla do finala z obrambo. Tukaj pa se je videlo, da ta manjko obrambe, ko ti da Argentina več kot 90 točk, potem veš, da imaš neke težave. To me dejansko ni presenetilo. No, ta srbski izpad, to je realna slika Srbije, če sem čisto iskren. No, mislim, da ni ravno realna, lahko bi seveda naredili več, ampak ja, to, kar si rekel, če ti da Argentina 97 točk, Srbija je takrat prišla do finala z odlično obrambo. Takrat sem jaz govoril, Jokić in Teodosić skupaj v obrambi, če bi onedva morala pokrivati pick and roll Dragića, potem on ne bi dal samo 35 točk v 3 četrtinah, ampak verjetno 50. Ker je seveda recimo tista obrambna kombinacija Jović-Kuzmić, ki je pokrival takrat pick and roll v obrambi, začel ta dvojec takrat, seveda boljša obrambna kombinacija kot Teodosić in Jokić. Zdaj, Teodosića seveda na svetovnem prvenstvu Srbi niso imeli. Ravno Jović je začenjal, ampak kar želim povedati je, da če bi pa Teodosić začel, bi morda dodali nekaj njihovemu napadu, ampak obramba, ki je bila že tako problematična, bi bila pa še bolj problematična. In če je taki obrambi Argentina, ki ima, to je treba povedati, 2 igralca iz Eurolige, nobenega iz NBA lige, Skola, absolutna legenda, ki si zasluži seveda drugega kot čestitke in da rečeš kapo dol, legenda, ne moreš reči po taki predstavi 39-letnega ageless wonder, kot mu pravijo, Luisa Skolaja, ampak vendarle je on 39 let star in zadnja leta igra na Kitajskem, ker košarke na najvišjem, ne samo seveda NBA nivoju, temveč tudi na najvišjem evropskem nivoju, Euroliga, Španija. Take sezone, takih naporov on ni več sposoben. Najboljši igralec Argentine je Facundo Campazzo, je bil v Realu rezerva tam 18-19-letnemu Luki Dončiću. Ko je bilo treba odločati tekme, je bila žoga vedno v rokah Luke Dončića in seveda ni igralec na takem nivoju kot Luka. Gre za zelo dobrega organizatorja, za enega izmed boljših organizatorjev na evropskih tleh, ampak mislim, da ni tako dober kot Kalates, recimo. Ni Kalates grški organizator. Mislim, da recimo ni boljši od Čača Rodrigueza, španskega organizatorja, ki je letos recimo manjkal pri Špancih, nekdanjega MVP-ja Eurolige, ki je igral seveda tudi v NBA ligi.
in se letos preselil v Milano, zato ni igral za reprezentanco. Španija na Eurobasketu ga je pa imela. In Sergio Rodriguez je v tem trenutku po poškodbi Jula, po tem, ko si je on seveda težko poškodoval koleno, vendarle boljša opcija, boljši organizator kot Jul. Tista Španija na Evropskem je imela tudi, ko delava že primerjave recimo med ekipami na Evropskem, ne samo Srbijo, če primerjava tudi Španijo, tista Španija je recimo imela Pogasola, ki je takrat bil v idealni peterki, bi si potrditi tisto zadnjo res dobro sezono Pogasola. Pogasol je bil takrat res odličen, še odlično statistiko, imel bil najboljši igralec Španije. Tudi Marc Gasol je zdaj že recimo konkretno v letih, za jadro globoko v 30 in je bil tam še vendarle nekaj mlajši, nekaj bliže recimo temu vrhuncu. Tudi Abrinjesa je takrat recimo še imela Španija, vključno seveda z vsemi, ki so bili tudi letos, tako da vendarle mislim, da bi lahko argumentirano trdili, da je bila tista Španija še nekaj močnejša kot ta Španija letos. Tako kot sem dejal, Blaž, to svetovno prvenstvo je zame nedvomno dalo še dodatno težo našemu naslovu evropskih prvakov in lahko samo tisto pobožno se zazremo v nebo in pomislimo, kaj bi bilo, če bi bil Goran še zdrav, če bi še lahko igral za reprezentanco. Ampak tudi, če ne bi imeli Gorana na tem svetovnem prvenstvu, to mislim, da je pokazalo to svetovno prvenstvo, če bi imeli Luko, vse ostale najboljše, Randolfa ali pa morda na mesto Randolfa nekega drugega Američana, glede na to, kako daleč je prišla Argentina, kako daleč je prišla recimo Češka, kako daleč je prišla Poljska. Mislim, da bi tudi brez Gorana Dragića imeli odlično priložnost na tem svetovnem prvenstvu, vsaj za polfinale, morda pa celo za medaljo, glede na to, kako se je vse skupaj izteklo. Jaz osebno nisem nikoli bil pretiran ljubitelj tega, kaj bi bilo, če bi bilo. Enostavno ni nas bilo tam, s tem nažalost smo se že sprijaznili, pa se verjetno bi sedaj morali še enkrat, potem ko smo videli, kako so se zadeve premikale na tem svetovnem prvenstvu in pač realnost je taka, tam nas ni bilo, je pa to prvenstvo, kot sem že povedal prej, šlo bo v pozabo, verjetno eno izmed najmanj zanimivih. Svetovno prvenstvo, recimo osebno sem vedno rad gledal, evropska prvenstva sem vedno rad gledal, seveda olimpijske igre, sploh potem izločilne boje, tokrat pa ne vem, če sem pogledal vsega skupaj 5 tekem. Razlika recimo v tistem prvem delu tega svetovnega prvenstva, v prvem krogu, povprečna razlika na tekmah je bila več kot 20 točk. Če gledamo samo tekme evropskih ekip z ostalimi nasprotniki, je bila pa ta razlika preko 30 točk. Čehi in Poljaki so v isti postavi. Na evropskem prvenstvu sta obe ekipi, vsaka je zmagala samo enkrat. Čehi so premagali Romunijo, Poljaki so premagali Islandijo, izgubili z vsemi ostalimi ekipami. Čehi recimo s Hrvati, ki jih ni bilo na tem svetovnem prvenstvu, so Čehi izgubili za skoraj da 50 točk, če upoštevamo še kdo je igral v teh ekipah. Čehi in Poljaki z isto postavo kot na evropskem prvenstvu, na svetovnem prvenstvu, pa so prišli v četrtfinale in seveda, če Argentina lahko prišla v finale, tudi Slovenija verjetno prišla tudi brez Dragića v finale, predvsem seveda zaradi tega, in to tudi je potrebno omeniti, FIBA ni NBA in NBA ni FIBA. Jaz sem po zadnjem Eurobasketu 2017 v tistem podcastu, ki sva ga snemala po Eurobasketu, dejal, da je Goran Dragić v tistem trenutku bil najboljši evropski igralec. Potem sem takoj dobil ugovore, kaj pa Jokić, kaj pa Janis, in seveda treba se spomniti, govorimo o Jokić, Janis 2 leti nazaj. Ampak že spet, tako kot je to svetovno prvenstvo dalo dodatno težo, na nek način verificiralo, potrdilo naš naslov evropskih prvakov, je tudi na nek način mene absolviralo, če tako rečem, oziroma upravičilo tisto, kar sem rekel. Poglejmo, kako je Janis igral, poglejmo, kako je Jokić igral na tem svetovnem prvenstvu. Najboljši igralec Srbov, daleč najboljši igralec, z naskokom najboljši igralec je bil Bogdan Bogdanović. FIBA ni NBA in Janis je pa tu druga točka. MVP Janis, pace and space Janis v NBA ligi, ki z vsem prostorom, ki ga ima tam na voljo, s pravili, kjer ni
3 sekund v obrambi, kjer je raketa ves čas odprta, kjer ima on ostrostrelce na vseh položajih, kjer ima centra, ki je v bistvu lani bil eden izmed najboljših ostrostrelcev v celotni ligi, po procentih in številu trojk, kjer so odlični ostrostrelci na čisto vseh položajih okoli njega, ko seveda 1-na-1 rešuje on stvari v NBA, je nezaustavljiv. V FIBA košarki, če daš ti 2 dimca pod koš, 2 orjaka pod koš, ki se ne premakneta, tudi mimo njih preprosto ne more on mimo takega zidu, mimo take teže, Janis mimo 2 takih orjakov in v seveda Evropi tem orjakom ni treba izpod koša. Če bi imeli Janisa na zadnjem evropskem prvenstvu, bi mi seveda parirali z Vidmarjem in Randolfom pod obročem, ki ima nikoli ne bi bilo potrebno zapustiti prostora. Če bi Randolf pokrival Janisa, bi se pomaknil povsem pod obroč in ga čakal skupaj z Vidmarjem. Grki so pa imeli ta problem, da nimajo ostrostrelcev. In so vse ekipe proti njim zapirale raketo, ker seveda Grki niso mogli ekipe zgraditi tako kot Milwaukee Bucks okoli Janisa. In Janis na koncu povsem v primerjavi z MVP Janisom seveda neprepoznaten. FIBA ni NBA, NBA ni FIBA. Tudi Luka je sam povedal to preteklo sezono in na nek način razburil določene ljudi, ampak povsem neupravičeno, ko je dejal, zame je lažje v NBA ligi dosegati koše kot v FIBA košarki, kot v Euroligi. In seveda potem dodal ravno to, drugačna obrambna pravila, bolj odprta raketa, celo malce večji parket, malce več prostora, ne samo parket, temveč tudi trojka je malce daleč stran in vse to odpre, ko seveda tam iz večje razdalje mečeš trojke, še toliko več prostora v raketi, kjer seveda so tudi 3 sekunde v obrambi in center lahko pride za 2,9 sekunde, če ne zapusti prostor, napaka v obrambi. In seveda tudi drugačna pravila zone, illegal defense, drugačna pravila pomaganja. Vse to je naklonjeno NBA igralcem v NBA ligi, da lažje dosegajo koše. Pravila so tam naklonjena obrambnim igralcem, medtem ko je evropska košarka, FIBA košarka, še vedno, predvsem seveda evropska FIBA košarka, še vedno predvsem obrambna košarka in take predstave, kot jo je Goran prikazal na Eurobasketu 2017, Jokić ali Janis nista še sposobna prikazati. Mislim, da me je to svetovno prvenstvo zato na nek način upravičilo. Jokić in Janis nista sposobna takih iger na takem nivoju prikazati kot takrat Dragić in seveda tudi Luka Dončić. Tukaj sploh nima smisla izgubljati besed. Govorimo o MVP-ju Eurolige, MVP-ju Španske lige in pa MVP-ju Final Foura, seveda Eurolige. Triple MVP v eni sezoni. Več kot to niti ne moreš postati. Vse je osvojil in mislim, da recimo Janis tega v Evropi ne bi bil sposoben narediti. In seveda mora biti ekipa zgrajena okoli njega, medtem ko seveda Luko lahko vklopiš v kakršnokoli ekipo v NBA ali pa v Evropi in bo koristen. Janis ni tak igralec, tako da Blaž, ja, FIBA ni NBA. To je tisto, kar sem želel še povedati. Ne vem, a bi ti tukaj še povedal kaj v svetovnem prvenstvu? Ne, v bistvu jaz v svetovnem prvenstvu ne bi več pretirano razglabljal. Mislim, da sva povedala bolj kot ne vse, no v bistvu bolj kot ne si ti povedal vse, kar se je pritiče temu prvenstvu letos. In jaz mislim, da je že čas, da greva naprej na naslednjo temo in se lotiva preporoda nogometne reprezentance. Pa bom jaz v bistvu najprej tebe vprašal, čeprav si zdaj že ves cajt govoril, ampak bom jaz najprej tebe vprašal, kako si recimo ti doživljal preporod slovenske reprezentance? Moj vtis, jaz bi samo to rekel kot neko iztočno točko debate. Jaz sem tweetnil, gospod selektor, hvala za to, da ste preporodili slovensko nogometno reprezentanco in dodal, da tako dobrih 2 tekem, kot sta bili zadnji 2 tekmi proti Poljski in Izraelu, tako gledljivih, tako zabavnih, ne samo seveda dobrih iz aspekta igre naše reprezentance, predvsej boljših, temveč tudi atraktivnih tekem. Ne pomnim, že odkar je bil Matjaž Kek nazadnje selektor, zdaj že skoraj 10 let bo kmalu od tega in ja, očitno je res, ima Kek magično roko, ima tudi znanje seveda in je našel tisto pravo kemijo v moštvu, vnesel tudi pravilne spremembe, potegnil pravilne poteze in sestavil okoli izjemnega Iličiča, o katerem sem prepričan, da boš ti tudi kakšno besedo povedal in ki je mimogrede drugi najbolj učinkoviti podajalec italijanske lige za Kosto
po deležu uspešnih podaj. In to uspešnost je demonstriral tudi v reprezentanci, Kek pa najdel prave igralce, ustvaril predvsem tisto, se mi zdi, to je najbolj pomembno, Blaž, vsaj zame, tisto pravo kemijo v moštvu, povezanost znotraj moštva, se vidi, da igralci povsem drugače delujejo, seveda, če zmaguješ, drugače deluješ, kot če zgubljaš, ampak se mi zdi, da je že pristop na samem začetku tekem, filozofija, mentaliteta drugačna in tukaj lahko samo res kapo dol Keku, no? To je tisto, kar bi jaz dejal za uvod. Ja, jaz iskreno se s tabo ne bom strinjal glede tistega, da slovenska reprezentanca že dolgo časa ni igrala všečno, tako kot si rekel, da od Keka nazaj, to je le 9 let, tudi pod Katancem smo odigrali kar nekaj zelo lepih tekem. Problem je bil v tem, da nismo odigrali teh tekem zapovrstjo, da bi imeli nek niz dobrih tekem, lepih tekem, učinkovitih tekem. Ta reprezentanca zdaj v mojih očeh, ki jo je Kek sestavil, predvsem všeč mi je to, da ne jamra. Pri Katancu smo bili navajeni, vsakokrat je jamral, pa ne igrajo dovolj v klubih, pa niso dovolj fizično pripravljeni, pa ni to, pa ni uno, pa ni tretje. Pri Keku enostavno reče, pač to je situacija, v kateri smo, in na koncu on kuha s tem, kar je pač dobil, s tem, kar je v reprezentanci, kar je na voljo, in predvsem mi je všeč, da je končno določil napadalca, kdo je njegov napadalec Šporar, ki odlično upravlja to nalogo, dejansko je v nekaterih pogledih zelo podoben Novakoviču v tistem prvem Kekovem mandatu, odlično je sposoben zraven kreirati igro, odlično je sposoben zadržati žogo, recimo ob teh nabijanjih, in temu je sposoben zadržati žogo s hrbtom proti golu, lahko igra, ima tudi nos za zadetek, vidimo, da v recimo slovaški ligi zadeva kot zastavo. Potem tudi všeč mi je, da je končno našel neko standardno centralno branilsko navezo v Mevlji in pa Struni, ki dejansko delujeta izjemno uigrano, podobno kot sta takrat delovala Šuler in Cesar. Nekoliko še vedno eksperimentira na bočnih položajih, teh bočni branilci, še vedno ni ravno jasno, kdo točno bo igral. Po eni strani je Jokić, ki je zelo izkušen, lahko igra na levi strani, potem na desni strani je tudi Stojanović, dobra izbira, ki pa ni najboljši v obrambi, ampak to je vse nekaj, kar bo čez treninge, čez poznavanje moštva to so v bistvu zdaj te že mali tweaki, ki jih bo moral narediti. Tako da dejansko povezal, kot si že rekel, povezal jih je v neko tako zanimivo celoto, ki je sposobna na svoj dan premagati marsikoga, in ravno Poljska je bila tak lep primer nekoga, ki je poimensko precej bolj kvaliteten od naše reprezentance, pa so jih dejansko povsem ustavili. Sicer so jim pustili posež žoge, niso jim pa pustili pretirano veliko priložnosti, dejansko izgledali so zelo sterilno, medtem ko so na drugi strani naši izkoristili vse priložnosti, ki so si jih pripravili, oziroma bili skozi celotno tekmo zelo nevarni. Se pa kaže nekaj, kar v bistvu je že neka taka značilnost slovenske reprezentance, bom rekel že od tega drugega Katancevega mandata naprej, da proti boljšim ekipam smo mi vedno igrali dobro. Proti boljšim ekipam smo vedno igrali, bom rekel, delovali smo bolj poletno, bolj smo igrali proti golu, nasplošno si ustvarjali veliko priložnosti, in to jaz mislim, da je predvsem posledica tega, da te boljše ekipe ponavadi prevzamejo pobudo, držijo žogo v lastni posesti, pri nas pa reprezentanca ni ravno tehnično dovolj dobra, da bi dobro oziroma natančno si podajali med seboj. Recimo tudi proti Izraelu, če gledamo procent podaje, bil mislim, da 75% uspešnost, kar slabo, če moraš ti napadati nasprotnikov gol. In ravno zaradi tega recimo se nam je tudi pripetilo, da so povedli Izraelci, ko je v bistvu eno slabo podajo prestregal napadalec gostujoče ekipe, in potem Zahavi, ki je fantastičen igralec, če bi videli, kaj je danes zadev v kitajski ligi, bi samo se klanjali, praktično karkoli udari, gre v gol.
fantastično realiziral potem na koncu to prestreženo žogo. In ja, mene dejansko, kar me skrbi pri tej reprezentanci, je samo to, kako bomo mi igrali sedaj proti slabšim ekipam, na papirju slabšim ekipam, proti boljšim ekipam me pa dejansko ne skrbi, ker ravno to, da imamo malo žogo v svoji posesti, je nekaj, kar je voda na mlin te reprezentance in svojo borbenostjo, nekaj, kar je treba tudi poudariti. Pač pod Katancem borbenosti praktično nismo videli. Pod Kekom se dejansko mečejo, tečejo do zadnje sekunde. V končni fazi je ravno ta vztrajnost in borbenost proti Izraelu prinesla potem ti zmagoviti zadetek, ko so vztrajali in grizli do konca. Nekaj, kar do sedaj nismo bili vajeni v zadnjih letih pri naši reprezentanci, in to je nekaj, kar me zelo, zelo, zelo veseli. In ja, jaz se dejansko že veselim naslednjih tekem, se pravi, sedaj mislim, da v roku 14 dni ponovno reprezentančna akcija Severna Makedonija in Avstrija, in z 2 zmagama pa mislim, da bi bilo tudi že matematično praktično potrjeno evropsko prvenstvo. Ja, Blaž, pri nogometu boš ti verjetno malce daljši kot jaz, tako da si res povedal vse pomembnejše stvari. Ena stvar samo, mislim, da nisi omenil, ko si omenil napadalca, si seveda napadalce, si izpostavil odličnega šporarja, ampak Bezjaka, mislim, da velja tudi izpostaviti njegova energija, borbenost, ne samo v napadu, pomaga tudi v obrambi, res fanatična borbenost, s katero nadomesti morda tudi kakšen manko talenta napram tistim najbolj talentiranim napadalcem. In mislim, da je s to borbenostjo tudi on bil tisti pomemben jeziček na tehtnici, ključen, morda celo jeziček, eden izmed ključnih jezičkov na tehtnici, in seveda Kek je malce presenetil z njim v napadu. Ja in ne, no. Stvar je pri Bezjaku je ta, da meni on kot igralec mi je zelo všeč. Ekipe kot je Slovenija ponavadi pridejo na velika tekmovanja z igralci kot je Bezjak. Imajo morda enega, 2 kreativca, recimo kot imamo mi Iličiča, ki je verjetno v reprezentanci čisto striktno gledano po talentu, takoj za Zahovičem bi ga jaz mogoče dal na tisto drugo, morda 3. mesto še za Ačimoviča. Ne govorim po tem, kaj je dosegel z reprezentanco, ampak govorim samo po igrah, po kreativi, po samem čistem talentu. Ampak te igralci ponavadi niso pri reprezentancah kot je Slovenija tisti ključ, s katerim prideš na veliko tekmovanje. Ključ, s katerim prideš na veliko tekmovanje, so Bezjaki, so recimo Kirmi, so Radosavljeviči, igralci, ki se razdajajo za ekipo, ki tečejo celotno tekmo, ki imajo pljuča kot konj, ki teče gor pa dol po igrišču, se bori, meče, grize travo, bi lahko rekel. Te igralci so ponovadi tisti, ki pridejo najbolj usrani v slačilnico. In to so igralci, ki največ doprinesejo reprezentancam kot je Slovenija, ki pač nima tako zelo velikega bazena talenta, in zaradi tega je Bezjak meni izjemno všeč. In mene dejansko to vključitev Bezjaka sploh ni presenetila v reprezentanco, predvsem zaradi tega, ker Kega je zelo dobro poznal že iz Rijeke, ko je igral zanj. Nisem mislil uvrstitev v reprezentanco, mislil sem uvrstitev v prvo enajsterico. No, vse to mislim, pač uvrstitev v prvo enajsterico mene sploh ni presenetila, ker on enostavno potrebuje enega tazga garača. Predvsem zato, ker, kot sem že omenil prej, na desni strani sedaj igra Petar Stojanović, ki je odličen napadalni obrambni igralec. Fullback rečejo temu Angleži, ampak ima pa problem v obrambi, zelo hitro malo pade koncentracija in ravno tukaj ga potem Bezjak rešuje z svojo borbenostjo, ko se vrača nazaj in dejansko na nek način pokriva napake Stojanovića, in mene to dejansko ni presenetilo, ta vključitev v prvo enajsterico, in dejansko vidi se, da je pa zadev polno. V obrambi Struno si že omenil, zaradi tega se ne bom ponavljal, tudi jaz sem njega v obrambi opazil na obeh tekmah, oziroma se je meni zdel vključen, čeprav tudi Stojanović in ostali. Seveda, tudi recimo Krhin, ki v prejšnjih krogih, prejšnjih kvalifikacijah pod prejšnjimi selektorji pogosto bil tarča mnogih kritik. Mislim, da 2 zelo, zelo dobri tekmi, solidni tekmi, na katerih si zasluži visoko oceno.
tudi recimo Kurtić na tekmi proti Izraelu najprej recimo temu katastrofalna napaka in katastrofalna slaba podaja, s katero je Izraelcem žogo praktično na pladnju serviral, ampak je potem Kurtić na koncu tudi podal za odločilni gol odlično, tako da mislim, da se je s tisto podajo potem odkupil za tisto slabo podajo, tako da dva igralca, ki sta poleg seveda Josipa Iličića, ko govorimo o zvezdnih igralcih, čeprav tako kot ti pogosto rad rečeš, Iličić niti nima nekega določenega položaja na zelenici, se giba, menja položaje v napadu, z izjemo seveda povsem v špici igra na različnih, je naš Messi, če si dovolim to reči. Ampak mislim, da tudi ni treba biti tukaj nič sarkastičen. On je dejansko za nas Messi, oziroma pomemben, tako kot je za argentinsko reprezentanco Messi. Mislim, da tukaj nič ne pretiravam, Blaž, če to rečem. Pa ko omenjava vse, seveda ne moremo mimo kapetana Jana Oblaka. Ne govorim samo zdaj za te zadnji dve tekmi, ampak mislim, da skozi celotne kvalifikacije je tisti stabilen mož v obrambi, je obranil že nekaj strelov, ki jih verjetno drugi golmani, drugi vratarji ne bi, in daje tisto dodatno sigurnost. Mislim, da tudi obrambnim igralcem, ki vedo, kakšnega golmana imajo za hrbtom, daje dodatno samozavest. Mislim, da tudi v tem psihološkem vidiku ogromno pomeni, ko imaš tako dobrega golmana, seveda. Tako da, Blaž, ne vem, že spet te bom vprašal, a bi ti še kaj tukaj dodal? Mogoče bi dodal samo še ta zadnji del, ko si ravno o Oblaku govoril. Morda nisi opazil, pa recimo morda marsikdo tudi ni, če bi bili recimo pozorni, ko gledate, kako Oblak od zadaj dejansko komandira svojo obrambo. On dejansko oba centralna branilca ima govori, kam se naj postavite, kako naj se postavite. In to je recimo ena izmed stvari, ki je tudi v klubih značilna, vsaj v tistih najboljših klubih, pa nasplošno v klubih značilna, da je nekdo vedno tisti vodja zadnje linije, ki potem usmerja ostale in jih namešča v narekovajih, seveda, zaradi tega, da zadeva teče kot na oljen stroj, in vedno potrebuješ nekoga v zadnji liniji, ki to počne. In poleg tega, da je Mevlja precej dober v tem, Oblak to še toliko bolje naredi, ker vidi nekoliko bolje, lahko pozoren na celotno igro. Mevlja le mora spremljati bolj, kje prihaja nevarnost, medtem ko Oblak ima rahlo večji pregled, in mislim, da je tukaj tudi precej njegovih izkušenj iz španske lige pride prav, predvsem zaradi tega, ker pač naši branilci niso najbolj izkušeni na tistem res najvišjem nivoju, se pravi, govorim top 5 lig na svetu, in je včasih pač dobro, če ti nekdo, ki je tako zelo izkušen, ki ve, ki ima pred sabo v ligi, v klubu odlične branilce, da jim daje napotke in jih usmerja med tekmo, in tukaj tudi prišla ta stabilnost. Poleg nekoliko strukturirane, rahle drugačne strukture v igri, imaš drugačne postavitve, krati pa tudi zaradi tega, ker so precej bolj ratali zgovorni, vokalni in se več pogovarjajo v zadnji liniji med seboj, in zaradi tega je tudi prišla ta stabilnost do izraza. Odlično povedano, Blaž, pravzaprav nimam kaj dodajati tukaj. Lahko, ker, če se strinjaš, seveda greva še na tisto zadnjo temo, ki sva jo napovedala. Tako je, ja. Cedevito Olimpijo, nekoliko samo pokomentirava tisto, kar sva videla na tisti pripravljalni tekmi, ki je bila odprta za javnost, ki je bila tudi v neposrednem prenosu prenašana po televiziji. Ja, sicer Cedevita Olimpija je odigrala zdaj že nekaj dodatnih pripravljalnih tekem, predtem tudi mislim, da v Sarajevu nek turnir usvojila, tako da so v polnem zagonu pripravljalnih tekem. To je bila pa edina pripravljalna tekma, ki smo si jo lahko ogledali, ampak morda ti si rekel kakšno besedo v tej tekmi. Jaz sem namreč posnel en podcast, ko se je o tem po kuloarjih govorilo nekaj mesecev, o tej morebitni združitvi obeh klubov, potem sta pa oba predsednika Cedevite, Tedeschi in Berločnik Olimpije tudi uradno potrdila, da bo do te združitve prišlo. In jaz sem takrat posnel en podcast, kjer sem neke svoje tiste uvodne vtise dal, vendarle se zdi, da je to ena tema, ki zanima recimo širšo slovensko javnost. Cilji tega kluba naj bi bili Euroliga, torej nastanek novega, če tako rečemo, Euroligaša v Ljubljani.
Je seveda velika tema ne samo za slovensko košarko, temveč tudi za slovenski šport, Blaž. In mene so bralci na Sportinfo Twitterju obtožili že tega, da sem morda preveč negativen, pa res ni moj cilj, da bi bil pri tej temi negativen, ravno nasprotno, ker jaz seveda, če je cilj nastanek novega evroligaša v Ljubljani, kluba, če bom jaz lahko kilometer pa pol stran gledal evroligaško košarko v živo, jaz to seveda podpiram. Ampak določene stvari, način, na katerega je ta klub nastal, ta prenos licenc in vse to, hočeš, nočeš, ne moreš si pomagati, da ne bi bil skeptičen. In jaz res ne želim biti in ne želim ustvarjati vtisa, recimo, da sem negativen, ker podpiram seveda ta projekt, ampak sem pa, Blaž, skeptičen rahlo in moram biti pač iskren in izraziti to skepso, ki morda jo nekateri interpretirajo kot negativno, ampak ravno nasprotno. Če bo seveda klubu šlo odlično in bodo uspeli v tem zadanem cilju, tudi če ne bo klub zgledal tako, kot bi jaz želel, da zgleda, bom seveda to podpiral, ker tak pozitiven projekt je potrebno podpirati, ampak ne morem si pomagati, da ne čutim neke določene skepse tudi po teh uvodnih pripravljalnih tekmah, ki so dobre, kjer Olimpija igra dobro, je treba povedati, Blaž. Ti si rekel, da si pogledal to tekmo proti Ulmu. Morda poveš, kaj si videl na tej tekmi, kaj so tiste glavne stvari, ki, da začnejo morda s tistim pozitivnim najprej, ki recimo pri tebi zbujajo nek optimizem. Ja, mislim, da so kar zadeli s temi 3 Američani, ki so jih pripeljali. Tudi v napadu, ko sem jih gledal, je nekaj zanimivih akcij, zanimivo gibanje. Skrbi me rahlo obramba, kjer niso delovali najbolje, ampak verjetno bo to tudi se dvignilo na višji nivo, ko bo uigranost nekoliko višja. In na prvi pogled bom čisto tako rekel, pustimo tudi na papirju, ampak je ekipa bistveno boljša, kot je bila lansko leto, če lahko potegnem paralele z, ne vem, zdaj lahko rečemo temu stari Olimpiji, ali lanski Olimpiji, pač napram lanski sezoni, bistveno boljša ekipa, ki mislim, da se bo v ABA ligi gladko borila za top 6, verjetno za top 4, ampak prej bi rekel za top 6. V Eurocupu pa mislim, da bi tudi znali dobiti kar nekaj tekem ali pa vsaj biti zelo blizu. Tako da mislim, da se bodo borili za uvrstitev v drugi del. Bo pa, vsaj tako kot kaže, glavnina bo na plečih Američanov, kar mene osebno niti ne veseli pretirano, ker sem vseeno upal, da bo več bremena na plečih slovenskih igralcev, ampak Blažič, razen določenih prebliskov, še očitno ni v tisti pravi formi. Murić je tako ali tako nikoli ni bil tisti glavni skorer, ampak on je tisti role player, ki je izjemno hvaležen, da ga imaš v ekipi. In zanima me, kaj bo s Kramplom. No, na tej tekmi je igral 5 minut, rahlo je izgledal, kot da ne paše ravno, ampak mislim, da je to tudi zaradi tega, ker je pač to sedaj čisto drugačen nivo, kot ga je on bil navajen v NCAA ligi, tako da jaz mislim, da bolj, ko bo šla sezona proti koncu, več priložnosti bo dobival, boljši bo in mislim, da bo tudi proti koncu postajal vedno bolj pomemben člen te ekipe. Ampak ja, znaki so pozitivni, kar se tiče igre in upajmo na najboljše. Ja, dal si nekaj zanimivih iztočnic, borbena igra, to je tisto, kar sem jaz predvsem videl v tem drugem polčasu, čeprav Blaž, seveda roko na srce, po eni pripravljalni tekmi je težko kakršnekoli zaključke vleči, odigrali so jih sicer nekaj več, kot sem dejal že, nisem našel kakšne konkretne statistike, kaj več kot tiste zelo, zelo osnovne stvari, ki čisto nič ne povejo. Ampak če jaz sklepam res po tistem minimalnem, kar sem videl v drugem polčasu te tekme med Ulmom in Olimpijo, tako kot si ti omenil, zgleda, da se bo vse vrtelo okoli 3 Američanov, predvsem okoli obeh branilcev, Codyja Millerja, McIntyreja in Ryana Boatwrighta. Strinjam se s tabo, zgleda, da so za temi Američani zadeli v polno, gre za, ko govorimo o takem nivoju tekmovanja, gre za solidne, dobre ameriške ukropitve. Ampak ja, ti si eno temo nakazal, ki je zame morda celo tista osrednja tema, ko govorimo o tem, ti si rekel zdaj novi Olimpiji, stari Olimpiji, zdaj pravno, formalno, kot razumem pravne strokovnjake, gre pravzaprav za nov klub, recimo ta nov klub si seveda lasti
tudi naslove hrvaškega prvaka. Za Olimpija, vemo, ni bila nikoli hrvaški prvak, ni nikoli igrala v hrvaškem prvenstvu. In stvar, ki pa seveda pri tej celi stvari je tista, kot sem dejal, zame osrednja problematika. Pa ne vem, če je moje razmišljanje tukaj pravilno, ampak tako je. Namreč jaz gledam slovenske klube predvsem zaradi tega, da vidim recimo kakšne zanimive, perspektivne slovenske igralce, nadarjene igralce, ki imajo potencial za nastop v reprezentanci, v Euroligi ali pa morda celo v NBA ligi. Olimpija je vedno bila na nek način vlečni konj slovenske košarke in vedno je imela izjemno nadarjene, perspektivne slovenske igralce, ki so bili nosilci ekipe, igrali pomembno vlogo in s katerimi se je publika identificirala. Od Marka Milića, Bena Udriha, Bečirovića, ne nazadnje Gorana Dragića. In verjetno, če bi ta Olimpija to zgodbo v Euroligi nadaljevala na isti način, dajala priložnost tistim največjim talentom že pri 15-16, bi morda lahko imela tudi Dončića, če seveda ne bi Olimpija zgubila te euroligaške licence. Če bi Olimpija tudi v zadnjih 6-7 letih še vedno bila klub, kjer bi tisti najbolj nadarjeni slovenski igralci morda že pri 15-16 letih, tako kot nekoč, zelo zgodaj, dobili priložnost na tistem najvišjem euroligaškem nivoju, dobili še večjo minutažo in osrednjo vlogo. Eno stvar ne dvomim, Blaž, dvorana bi bila nabito polna. In tisti problem, ki ga je imela Cedevita v Zagrebu, je bil, da niso mogli napolniti dvorane, da preprosto niso mogli publike prepričati. In to je zdaj ta osrednji problem v Ljubljani. Ali jim bo uspelo prepričati publiko in pripeljati publiko v dvorano, vrniti publiko v dvorano, napolniti morda celo Stožice, kar bi bilo, mislim, to bi bil, če jim rata na eni tekmi naslednjo sezono napolniti Stožice, bi bil to fenomenalen uspeh. Na tej tekmi proti Ulmu je bilo recimo 1500, po poročanju novinarjev, 1500 navijačev, 2000 morda, in mislim, ne vem, če jih bo kaj dosti več med sezono, razen morda na kakšnih največjih tekmah, pa mislim, da je na tej tekmi proti Ulmu seveda določen del publike prišel gledati tudi Zorana Dragića, za katerega je škoda, da ga niso podpisali, ker ti si rekel, kakšen slovenski nosilc, vse se bo vrtelo okoli Američanov, Zoran Dragić bi seveda bil najboljši igralec, vodja, nosilec take Olimpije, te Olimpije, in mislim, da bi tudi sam tak igralec, rojen v Ljubljani, Ljubljančan, priljubljen, vsi imajo radi Zokija, ne samo v Ljubljani, tudi širše, ne nazadnje je najboljšo košarko v Sloveniji igral za Krko. Mislim, da bi tak igralec lahko sam poskrbel za določen večji obisk navijačev in to je tisto, kar manjka. Nimajo nobenega mladega, nadarjenega slovenskega igralca pod 20, pod 21 let, tistega res enega izmed tistih največjih talentov, ki jih imamo, sem pa jaz omenil že prej, ki jih imamo kar nekaj, no, v 16, v 18, v 20, nekaj jih igra v Španiji, nobenega od teh ni pa v Olimpiji in vedno so bili v Olimpiji in mislim, da to manjka za to, da pride publika in mislim, da brez tega publika tudi ne bo prišla. Ja, jaz se s tabo samo delno strinjam. Jaz mislim, da publika v Stožice bo prišla, če bodo rezultati. Pač vemo že, da je to znano dejstvo v Ljubljani, da če so uspehi, potem oziroma rezultati, potem so vedno tribune polne. Pač spomnimo se, kakšna euforija je recimo bila v nogometu, ko je bilo tik na tem, da osvojijo naslov. Pa cela Ljubljana se je ustavila, vsi so recimo romali v Domžale, norišnica dejansko. Spomnimo se tudi takrat z Dovceve sezone, ne zdaj te, ampak tiste takrat, ko so igrali še v Euroligi, pač komi si dobil listek, pa to je bilo zaradi tega, pa so bili tudi nosilci Američani takrat, pa so vsi hodili gledati, ker so bili rezultati, ker je bil hype, ker je bilo dejansko neko zanimanje zaradi rezultatov. In jaz mislim, da tudi ta Olimpija, če jim bo ratal imeti dobre rezultate, če bodo konkurenčni, če se bodo borili za naslov v ABA ligi, v domačem prvenstvu, bo dvorana polna oziroma pač zelo polna. Morda ne čisto nafiljena in jaz mislim, da to bo tisti ključ v tej prvi sezoni. Pač to, kar ti govoriš, te mladi igralci pa to, jaz tega niti nisem pričakoval, ker zdaj je stvar na tem, da se zdaj postavi scouting šola, da se zdaj
išče potem od zdaj naprej mlade talente in se jih potem vključuje noter, pač to mora biti zdaj baza tega kluba. Ampak ta klub tega ne more narediti čez noč. Kot je nastal čez noč, tudi te baze mladih igralcev ne more dobiti čez noč. To je vsekako res, ampak jaz bi se navezal na tisto, kar si ti rekel, kdaj je bila nazadnje dvorana polna. Nazadnje je bila dvorana polna, tista 2012, mislim, da še sezona. Spomni se, Blaž, Prepelič, mladi Prepelič, Blažič, Omić so bili jedro tiste evroligaške ekipe. Nazadnje, ko je bila polna, poglej si posnetke na YouTubu, je bila tisto zadnjo sezono, ko so igrali še v Evroligi, neuspešno sezono, niso takrat prišli v drugi del, ampak so igrali, to je bilo jedro ekipe še Blažič, Prepelič, Omić in so dobili, ne vem, tekmo, 2, premalo seveda. In to je tisto, vse se strinjam, ti si nakazal na en problem. Oni hočejo naslednjo sezono zmagovati. Zato so se stavili, kupili izkušene igralce, ki bodo zagotovili to, da bodo prišli, ti si rekel, top 6. Jaz mislim, da imajo ekipo za top 4, za Final Four v ABA ligi. Tudi po proračunu, mislim, da tja bi mogli priti. Na koncu proračun ni bil tako visok, kot so ga sprva obljubljali, ker so morali določen del denarja zagotoviti za odpravnine igralcev, vendar ne samo igralcev. Tudi Zdovca, s katerim se še vedno niso, kot vem, dokončno dogovorili, sklenili dogovora, gre pa za precej visoke številke. In tudi to je še ena izmed tistih stvari, zaradi katerih sem bil pač jaz preprosto si ne morem pomagati, da ne bi bil skeptičen. Namreč oba predsednika, Berločin in Tedeschi, sta dejala, da na združevanje ni vplival ta izpad Olimpije iz ABA lige in neuspeh v zadnji sezoni, da bi do združitve prišlo tudi, če bi Olimpija ostala v ABA ligi, ampak kar je čudno, če so že takrat vedeli, da se bodo združili in če so vedeli, zagotovo so morali vedeti, da Tedeschi ne želijo zadržati Zdovca, glede na to, da so se sezono predtem rešili v CD-viti, zakaj so pol podpisali pogodbo z Zdovcem? To je zdaj potem lahko več kot 1 milijon evrov strošek, ki ga bodo mogli pokriti in zaradi katerega ne morejo tega denarja vložiti v boljše igralce, v recimo Zorana Dragića, ampak to so si sami naredili to napako. Ne nazadnje tudi to, da je recimo Zdovc bolj izkušen, govorimo o nekdanjem trenerju leta v Evrokupu, ki je trener precej dlje kot Rimac, ki bi verjetno, če bi on bil trener, bi jaz bil roko na srce manj skeptičen. Čeprav, kot sem dejal, mislim, da so sestavili dovolj izkušeno ekipo in da je tudi Rimac dovolj dober trener. Predvsem tisti moj vtis je, da je Rimac bolj players coach, tisti, ki ima bolj prijateljske odnose z igralci, medtem ko je Zdovc bolj tista stara šola, jugoslovanska šola, jaz sem poveljnik v vojski, vi ste pa moji vojaki, vemo, Zdovc je, glede tega nepopustljiv, je imel kar nekaj incidentov že skoraj, da. To je tista povsem drugačna šola, povsem drugačen pristop, kot ga se mi zdi ima Rimac in morda se bo to bolje odneslo. Se nič ne rečem, ampak mislim pa, da kar se tiče samega vodenja tekem, taktike, priprave, mislim, da je tukaj Zdovc boljši, ampak že spet bomo videli. Če potegnem črto pod vse to, Blaž, da ne bo predolga, mislim, da lahko počasi zaključiva. Tisto osrednja problematika, ki so jo nakazala, ti si dejal, da misliš, da štejejo samo zmage, jaz sem dejal, da zato, da bojo vrnili publiko v dvorano, to, kar je tisti glavni cilj, da mislim, da potrebujejo tudi neke igralce, s katerimi se bo publika identificirala, bova videla. Mislim, jaz se delno samo strinjam s tabo, ker finta je potem Olimpija je večkrat pod tistem poskušala z mladim slovenskim jedrom, recimo kot je bil Mesiček in tako naprej, ampak ker ni bilo rezultatov, je bila dvorana enako prazna. Mesiček se je lani spet vrnil v klub, ampak prej, ko je bil na začetku, je tudi Olimpija probavala z nekim mladim jedrom, pa z vsemi slogani mlado jedro, mladi zmaji, mlado zmajevo gnezdo, zaradi tega, ker so vsi po forumih pisali, jaz bi pa hodil na tekmo gledati mlade slovenske igralce. Nobenega ni bilo, zaradi tega, ker ni bilo rezultatov, zaradi tega, ker pač so zgubljali tekme, nobenega ni bilo na tekme.
ne trdim, da so mladi igralci dovolj. Seveda, vedno je Olimpija imela tudi dobre tujce, vedno, od Jaskevičiusa, od Ariela McDonalda, legendarnega, in potem Jaskevičiusa, legenda evropske košarke, zdaj samo igralska, zdaj še trenerska. Olimpija je vedno imela polno Američanov, celo vrsto Američanov, ki se jih še dan danes spomnejo navijači, ki so recimo tako kot jaz odraščali ob Olimpiji in vseh teh legendah. Zakaj si se jih zapomnil? Zato, ker so bili rezultati, zato, ker so bili dobri. In se spomniš pač Ariela McDonalda, ker je bil dober. Zaradi tega, ker so bili rezultati. In to je tisto, kar rabi ta Olimpija. Ta Olimpija ni nujno, da bo to nek slovenski zvezdnik, oni rabijo pač nekoga, ki bo dober, ki bo se usidral v srca navijačev. In to ne rabi biti Slovenc, ampak to do tega, da prideš, pa morajo biti rezultati. Blaž, ampak pozabljaš, da so tiste ekipe imele tudi Marka Milića, imele tudi Bena Udriha, Sanija Bečirovića, Gorana Dragića in seveda od vseh teh izkušenih legend, od Zdovca in ostalih legend slovenske košarke, ki so igrale za Olimpijo. To je tisto, kar sem želel povedati. Ne samo mladi, nadarjeni igralci kot nosilci ekipe, ne samo zmage, ne samo dobri tujci, vse to je potrebno, da se vrnejo gledalci v dvorano v takem številu in v takem obsegu, kot recimo v tistih zlatih letih Olimpije. Potrebno je imeti nekega mladega ali pa par mladih, zanimivih domačih igralcev z recimo temu NBA potencialom ali pa vsaj z možnostjo, da igrajo za reprezentanco, kakšnega 19-20-letnika, atraktivnega. Zato zdaj govoriš, kot da obstajajo, a jih imamo. Pač naštej mi jih. Seveda jih imamo. Recimo kakšnega Samarja, ki vsaj recimo sklopi. Pa sem zdaj vrgel eno ime od recimo 7, 8, 9, ki bi bilo zanimivo. Pod 21 let. Bo v tem poseben podcast, ker to je tema, o kateri bi lahko še govorila. No, a veš, pa ni niti Samar edini pri Realu, oziroma zdaj zamenjal klub, naslednjo sezono bo igral v prvi španski ligi, dobil priložnost, da se tam dokazuje. Priložnost, ki bi jo morda, a veš, ki bi jaz rad videl, da bi jo v Olimpiji dobil. Ampak se pravim, tema za kdaj drugič, ker res me srbi, da bi načel to temo, ampak to je tista konzerva, ki jo odpreva, bo zdaj potem še 1 uro dolga. A veš, ampak samo en ime, ki sem ga vam vrgel. In takih imen, kot sem dejal, je 9 ali 10. In to je tudi tista, a veš, tista prizma, skozi katero, in sem povedal že to v tistem podcastu uvodnem pred meseci, tista prizma, skozi katero jaz vendarle gledam, kot sem dejal, slovensko košarko, slovenske klube. In preprosto mislim, da bo potrebno več, kot je Olimpija naredila sedaj, zato, da se vrnejo gledalci v dvorano. Pa se nima smisla, da zdaj še debatirava v nedogled, lahko počasi zaključujem, ampak to je tisto, kar morda se zdaj ne strinjava, ti praviš zmage, če bojo zmagovali, če bojo uspešno igrali, da bo to dovolj. Jaz mislim, da nivo tekmovanja, zmage, roster, igralci, kdo igra. A veš, zdaj, če nimam jaz tukaj v Olimpiji kakšnega res zanimivega igralca, ki bi igral veliko vlogo, upustam recimo, da bo tudi Krampelj. Krampelj je recimo en igralec, preden so ga pripeljali, sem tweetnul, res upam, da bojo Krampla pripeljali. Mislim, da je idealen igralec, da ima tudi potencial za reprezentanco odličen, da manjka en tak igralec s tako višino, močan atletski krilni center, recimo temu Šterka. Res, to je tisto, kar nam je manjka, zato smo Randolfa pripeljali. In mislim, da ima Krampelj res lep potencial, da postane en standardni člen, standardni del naše reprezentance, in recimo bi rad videl, da bi ga naslednjo sezono videl igrati tudi skozi napake, tudi se učiti na napakah, ampak mislim, da bo v Olimpiji seveda zdaj bojo prednost dobili drugi igralci, ker seveda Krampelj tudi, mislim, da ti si dejal, verjetno rabi še nekaj časa tudi, da se izbori minutažo, da se izboljša, ampak se vemo, že spet Olimpija nekoč je tudi mladim igralcem na račun kakšne zmage dala več priložnosti, tako da seveda iz mojega vidika, ki hočem gledati ali odlično košarko, ali pa hočem, če grem gledati slovensko tekmo, se sem dejal, pa se zdaj že ponavljam, hočem videti pa kakšnega slovenskega zanimivega igralca, perspektivnega, ki ga ne morem videti, ta veš v Euroligi zdaj le še, ali pa v NBA ligi zdaj le še, ampak ima ta potencial. In jaz se strinjam s tabo, da seveda se pravim, zdaj le v
tem trenutku ni bilo realno pričakovati, da lahko recimo pripeljejo kakšnega Samarja ali kaj takega. Verjetno to niti ni bilo realno, da bi kaj takega pričakovali. Ampak bilo je pa recimo realno, da bi pripeljali Zorana Dragića, pa tudi tega recimo niso naredili. Mislim, da je tukaj zdaj Cedevita Olimpija poskušala isto narediti, se lotila izgradnje kluba na podoben način, s podobno strategijo kot v Zagrebu, in v Zagrebu so že pogoreli ravno na tem vzpostavljanju odnosov z navijači, privabljanju publike, ni jim uspelo napolniti dvorano. Zdaj, če ne bi ti tukaj še kaj dodal, jaz tudi kaj drugega nimam. Upam celo, da se motim, da bo recimo dvorana res tako, kot ti praviš, napolnjena, če bo klub seveda zmagoval. Mislim, da saj v ABA ligi bi morali zmagovati. Če bom se motil, z veseljem rečem jaz, zmotim se. Noben ima vedno prav, če pa ima vedno prav, je pa tam nekaj narobe. Pa nekaj ne štima, Blaž, tako da, ne vem, bi še kaj dodal ali zaključiva tukaj? Ne, lahko kar zaključiva. Nač poseti pa zahvaljujem, pošiljam pozdrave Bogu za hrbtom, kjer si zdaj. Zdaj sem upam, da bo kvaliteta zvoka, da je bila dovolj dobra. Jaz upam, da ni šel ta čas v nula, ker sva res ura že tako pozna, zdajle sva žrtvovala energijo. Je to ura 2:30 zjutraj. Ja, spanec tudi žrtvovala za to, ampak vse za naše poslušalce, vi pa nam, kot sem dejal, lahko vrnete s tem, da tale podcast delite na svojih družbenih profilih, všečkate, se naročite. Blaž, najlepša hvala za to, da si vzel čas. Jaz sem zdaj to kave spil, da kljub pozni, zdaj že skoraj zgodnji uri, bom rabil neki cajt, da bom zaspal, pa seveda se moram že zgodaj zbuditi in joj, bo danes, ampak ne bova o tem jamrala. Rekel ti bom sam živjo, hvala, da si vzel čas in se slišiva kmalu zopet z novo temo. Velja, tudi jaz bi se poslovil, upam, da sva bila dovolj izčrpna. To sva pa bila, to ti lahko povem. To bi bilo to iz moje strani. Adijo. Aj.